Spoštovano občestvo, lep pozdrav. V drugem delu trilogije Sporočila iz morja ali Sporočila morja. Lokacija ostaja enaka kot v prvem delu oziroma ista. Tematiko pa širim. Tudi tokrat gre za spontano podajanje tuhtan. Zakaj človek, ki pojasnjujejo, zakaj človek in čemu je človek postal človečnjak. Torej, da obnovim sporočilnost prvega dela trilogije Sporočila iz morja ali Sporočila morja. Ugotovil sem, da človek zmotno pojmuje pomen glavnega vira energije te galaksije, Sonca. Namesto, da bi dojel, da je za svojim neekološkim početjem povzročil, da so sončni žarki zanj škodljivi, se pravi zaradi ozonske luknje, živi v prepričanju, da je Sonce samo po sebi škodljivo. In druga stvar, na podlagi tega zmotnega dojemanja sil kozmosa, potem ustvarja tudi neka prepričanja o dobrem in slabem, češ, da je nekaj a priori dobro, da je nekaj a priori slabo, tega ne opremi z nekimi pogoji in v bistvu vzpostavlja nek sistem izključevanja. Češ, namesto da bi denimo za človeka dejali, da se vede slabo, se ponavadi kar reče, on je slab človek in se mu niti ne da možnosti, da bi svoje vedenje, ki je v določenih kontekstih ali trenutkih sporno, v bistvu popravil, ampak se ga ožigosa kar kot celoto. Naučiti se je treba ločiti človeka od njegovega vedenja. Denimo nekdo lahko pade v travmo, ki mu je povzroči okolica, se vede družbeno nesprejemljivo, za kar ima konkreten vzrok, ampak to že ne pomeni, da je on družbeno nesprejemljiv, ampak njegovo vedenje. V bistvu preprosta miselnost, ampak zelo učinkovita za sožitje v družbi. Torej nadaljujem. Sporočila iz morja oziroma Sporočila morja. Tokrat sem dotaknil tematike, ki je zelo povezana s tem, kar vidimo v objektivu, in to so bose ali gole noge na tleh. Ko pogleda človek stanje planeta z ekološkega vidika, je povsem logično, da je planet s strani človečnjakov intenzivno uničevan. In ko se vprašamo povsem preprosto, ali človek ne hodi z nogami po trdnih tleh, v bistvu s tem podamo tudi bistvo tega, kaj je vzrok, da človek zgublja tisti pristen stik z zemljo. Sodobna človeška bitja zaradi obuval in gradnje dejansko nimajo več zadosti pogosto neposrednega stika z magnetnim poljem zemlje. Beri oziroma pojmuj po domače, premalokrat z bosimi in golimi nogami stojijo na tleh. Mene tu in tam zanese, ker imam krvave žule na nogah, zato se opravičujem, naj ne zgleda, kot da sem pijan. Prehodil sem danes preko 16 km in ker sem vmes stopil v morje in imel mokre nogavice, pohodnih čevljev, me je to zažuljilo v bistvu do krvavega žulja. Ampak to sedaj ni bistveno v tej sporočilnosti. Torej, človek ustvarja neko družbo, kjer se narava ropa preko meje sprejemljivega, ropa se bolj kot se lahko regenerira, oziroma izkorišča se bolj kot se je sposobna regenerirati. In povsem logično je, da velik del tega izvira iz dejstva, da človek narave, konkretno planeta Zemlja, ne čuti. Človek se rodi, postane človečnjak, torej del družbe, ki planet uničuje, in v tem času se rodi v neko zmotno kulturo, ki je že polna nekih nebulos, nekih zablod in zmotnih mnenj, diha onesnažen zrak, se že kot dojenček pretežno razvija v degenerirano bitje in tudi nima stika z pristnim magnetnim poljem Zemlje, ampak z betonom. Predstavljajte si tako.
pristno magnetno polje Zemlje, torej tole, je živo, beton je pa mrtev. In eno zelo pomembno misel mi je nekaj let nazaj podal kolega po imenu Dalibor, igral v neki glasbeni skupini in je dosti na poti, o slabem počutju in slabosti v avtomobilih. In človek je doumel, da je težava pogoste vožnje z avtomobili ta, oziroma pogoste vožnje na dolge relacije, da človek sploh nima stika z magnetnim poljem Zemlje. Zato, ker gume na avtomobilu niso prevodne, sodobni avtomobili tistega zadaj, ko je bil nekoč tisti repek za statično elektriko razbremeniti, tega nimajo. In dejansko se človek lahko po nekaj ur nahaja z nogami dvignjenimi od tal in v Faradayevi kletki, ki v bistvu te elektromagnetne zakonitosti naredi drugačne, kot bi jih človek bil deležen, če bi se tisti trenutek nahajal v okolju, kjer bi lahko v bistvu se po domače rečeno razmagnetil. To še dodam na tem mestu. Smisel teh sporočil iz morja in ostalih podobnih video prispevkov je, da se bistvene stvari za vzpostavitev zdrave etike in morale podajajo čim bolj doumljivo. Jaz trdim, da ne koristi tako, kot bi moralo, da nekdo razvije 1000, 1500, 2000 strani neke teorije in celo zadevo tako zaplete, da publika tega ne zna pravilno doumeti, kaj je želel avtor sporočiti. Treba je v bistvu govoriti na nivoju razumljivega, pa če je kdaj bolje gostilniško kot učeno, je treba govoriti gostilniško. Namen tistega, ki sporoča, in motiv mora biti, da publika dojame, kar govori, ne da potem spostavi tisto filozofijo, podajanje filozofije, da potem publika reče, kaj pa ta filozofija rasti so slabšalnica. Torej, da se vrnem nazaj. Človek postaja človečnjak zato, ker nima zadostnega stika z magnetnim poljem Zemlje. Povsem preprosta logika in pri otrocih, ki raste na kmetih, ki so še večkrat bosi, se vidi drugačen razvoj kot pri tistih, ki raste v blokih ali v hišah polnih betona, so že od malih nog obuti v copatke in v bistvu že od rojstva naprej ne dosežejo pristnega stika z Zemljo. Samo opazujem, da če pride do kakšne situacije, da ima otrok umazane roke ali so umazana živila, umazana z zemljo, ne umazana z nekim šmirom, se nekateri ljudje do tega tako vedajo, kot da je Zemlja strup, da jih je treba dobesedno razkuževati in na ta način ljudje že v teh fazah primarni, sekundarni dobivajo nek odnos, da je Zemlja nekaj slabega, nekaj, kar jim škoduje. V bistvu je pa to tako imenovana mati Zemlja. No in sedaj imamo 3 bistvene točke. Človek postane človečnjak, ko ne dojame ustrezno pomena sonca in vpliva sonca nanj. Človek postane človečnjak takrat, ko vzpostavi filozofijo, da so nekatere elementi, katerekoli subjekti ali objekti na tem svetu škodljivi, torej slabi, nekateri pa koristni, torej dobri. Ne sprašuje se zadosti o konotacijah oziroma o multikulturnosti. Loči na dobro in slabo, to je zelo skladno z to krščansko logiko o dobrem in zlu in kdor ni z nami je proti nam. To je zelo škodljiva filozofija. In tretja stvar, človek postaja človečnjak zato, ker izgublja pristen stik z matero Zemljo. Namesto, da bi stal na živem organizmu, se pravi prsti, zemlji, magnetnem polju, stoji na betonu, po možnosti pravilno, pa še je obut v čevlje, v obutev, ki ni elektroprevodna in s tem zgublja v bistvu velik del energije, ki bi jo drugače bilo možno črpati iz magnetnega polja Zemlje. To so sedaj 3 bistveni elementi. In sedaj preidem še na 4. Odnos do živali. Človek, ki je postal človečnjak, živi neko prepričanje, da je on lastnik tega planeta in da lahko z njim počne, kar ga je volja, vsega ne bo nihče sankcioniral. Torej,
bi rekli takole, človečnjak živi v neki misli, da je prerasel samega Boga. In živali so narejene oziroma ustrojene, da živijo povsem v skladu z naravnim ravnovesjem. In človečnjak posega v ta naravna ravnovesja in ko živalske vrste izumirajo, dejansko izumira tudi biotop oziroma ekosistem, katerega del je človek. In tu je ta zabloda človeka, da se ne čuti, zato ker je naredil neko mejo med sebe in živali, se ne čuti del ekosistema za živalmi vred, ampak si misli, da je pač nad njimi, da jih lahko iztrebi in se bojo že druge nekje našle. In to dokazuje in tudi pojačuje tisto disharmonijo s kozmosom, da se človek postavlja na neko ločnico, na neko v bistvu zunanjo pozicijo sveta, v katerem biva. In ravno zaradi tega je tako malo napora vloženega v to, da bi se svet ohranjal, v primerjavi s tem, koliko ga je vloženega v to, da bi se svet uničil. Poglejmo samo vojne, lakoto, neizobraževanje, stupidiranje oziroma poneumljanje ljudi, da bi bili boljši potrošniki in potrošnice in tako naprej. Dobro, bližam se zaključku drugega dela trilogije Sporočila iz morja oziroma Sporočila morja. Še enkrat na koncu naštejem 4 bistvene točke. V tretjem delu, ki ga bom pripravil jutri v sončnem vremenu, da se bo videlo, kje se dejansko nahajam, pa bom potem zadevo zaokrožil in v tej fazi zaključil. Torej, prva točka, človek ne dojame pravilno pomena sonca in nima ustreznega odnosa do sonca. Druga točka, človek oziroma človečnjak, da se razume, loči fenomene na dobro in zlo, na koristno in škodljivo, vpraša pa se o pogojnosti tega, kar je nekomu koristno, lahko nekomu škodljivo in obratno. In vse preveč se širijo neke dogme, ki so trdne kot beton, da je pač nekaj škodljivo, nekaj koristno in se niti dalje ne raziskuje. Tukaj zadaj je zelo mnogo tega ojačala cerkev za svojimi teorijami o dobrem in zlu in kdor ni z nami je proti nam. Tretja stvar, izguba stika z magnetnim poljem Zemlje. Človeški organizem ne prejme zadosti priste naravne energije, ki se dejansko črpa takole, da se brez izolatorja stoji na magnetnem polju, se prejme določena količina elektromagnetnih valovanj in to pomeni zdrav duh v zdravem telesu, povsem preprosto, spet bi rekli preprosto kot pasulj. In četrta stvar, odmik človeka iz ekosistema, v katerem biva, češ kot za enega takšnega stališča, da je človek stvarnik tega sveta in da lahko počne z svetom, kar želi, namesto da bi dojel, da na tem svetu obstaja zato, da ga aktivno generira in regenerira. Torej, človek si jemlje moč oziroma dovoljenje, da posega v neke izdelane ekosisteme, jih poruši, uniči in s tem iztreblja živalske in rastlinske vrste. In takšen človek, ki se ne zaveda, da je ustrojen zato, da bi generiral in regeneriral planet, se imenuje človečnjak. Spoštovana publika, hvala za pozornost in jutri v tretjem delu trilogije Sporočila iz morja še enkrat ponovim, zadevo zaokrožim in dodam še nekaj bistvenih misli.